Nahajamo se v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, kjer je trenutno na ogled razstava Zmaga Jeraja z naslovom Z visokim korakom prestopim okensko polico. Razstava v bistvu ni preglednega značaja, je v bistvu neko logično nadaljevanje oziroma naslednji korak od razstave, ki jo je umetnik imel v Umetnostni galeriji Maribor. Naša naloga oziroma naša ideja v MGLC je bila, da v bistvu razstavo zastavimo na nek bolj tematski, problemski, idejni način, torej da se nekako osvobojeni, lahko rečemo, tega pritiska, da bi naredili pregledno razstavo, osredotočimo na neko konkretno epizodo, obdobje, trenutek v Jerajevem življenju in delu. Izbrali smo si po dolgem takem pregledovanju v bistvu gradiva, veliko smo časa posvetili tudi pregledovanju ne samo umetniškega materiala, ampak tudi zapisov Jerajevih, intervjujev. Bil je zelo tak razmišljujoč, zelo pišoč tudi človek in umetnik, tako da smo imeli v bistvu tukaj kar veliko dela in na srečo s tem raziskovanjem. Po tem procesu se nam je nekako izrisalo oziroma začeli izpisovati v mislih, kaj bi s to razstavo radi povedali, kaj bi radi predstavili. Želeli smo, da bi po eni strani imela neko tematsko seveda linijo, neko tematsko rdečo nit, po drugi strani pa, da bi bila tudi nekako estetsko zaokrožena. Pri Jeraju je to mogoče to enotnost kar malo težko doseči, glede na to, da gre za avtorja, ki je imel res izjemno širok opus. In ne samo to, šlo je tudi za umetnika, ki je prehajal skozi različne faze v svoji umetnosti, pa tudi istočasno, v bistvu sočasno, v istem obdobju je znal v bistvu ustvarjati v različne smeri. To je verjetno pogojeno tudi s tem, da, kot sem že omenil, ustvarja v zelo različnih tehnikah, ki ga peljejo nekako v zelo različne smeri raziskovanja in seveda se umetnik prilagaja tem posamičnim medijem in njihovim tehničnim in drugim izraznim lastnostim in značilnostim. Vseeno smo potem prišli do neke zanimive rešitve, po mojem, in sicer, da se osredotočimo v bistvu na neko obdobje, recimo temu zgodnje zrele faze Jerajevega opusa v poznih 60-ih letih, torej po zaključku njegovega študija na takrat še ljubljanski, po beograjski še na Ljubljanski akademiji in potem v 70-ih letih, ko je že v bistvu z številnimi razstavami, že nekako postaja uveljavljen avtor in neka stalnica na slovenskem, mariborskem prvenstveno, pa seveda širšem tudi slovenskem in nekdanjem jugoslovanskem prostoru. Nahajamo se trenutno v bistvu neki sobi na tej razstavi v MGLC-ju, ki bi nas lahko nekako v bistvu popeljala, čeprav ni začetna soba na tej razstavi, ki bi nas lahko popeljala v bistvu v to potovanje po Jerajevem opusu 60-ih in 70-ih let. Tukaj so zbrana v bistvu dela, ki nekako spadajo v to zgodnje obdobje na naši razstavi. Kot vidimo, že tukaj nas Jeraj v bistvu nagovarja z nekimi zelo različnimi mediji, imamo tukaj fotomediji in formati, torej imamo oljne slike, imamo tukaj že akril, ki je v tistem času po koncu 60-ih let postajal izjemno popularen in se ga je tudi Jeraj seveda z navdušenjem lotil. To se pravi, formati segajo od nekih manjših slik pa do v bistvu večjih platen tukaj v tem primeru. Tematsko, motivno je pa za to obdobje ena od smeri, samo to poudarjam, ena od smeri, ki jo v tem obdobju raziskuje, je to vprašanje odsevov. Torej, nekako bi lahko rekli, da gre za vprašanje Jerajevega naslavljanja, vprašanja resničnosti. Torej, kaj je bolj resnično, izvirna figura, izvirni objekt ali njegov odsev. Kaj je tisto, kar je zares res in kaj je tisto, kar si mogoče mi samo domišljamo, predstavljamo, kar obstaja samo kot plod naše domišljije. Tako da na kar nekaj od teh del lahko opazimo, da recimo umanjka tista izhodiščna figura, pa imamo samo odsev.
kot v primeru tele oranžne slike z, to se pravi, figuro sprehajalca z psom, v katerem pač vidimo nek odsev v neki črnini, ki bi lahko bila voda, lahko bi bilo pa tudi kaj drugega, to se pravi neka neskončna črnina na videz, pri čemer pa tista izhodiščna figura sprehajalca in psa v bistvu manjka, kar ustvarja neko mogoče nelogičnost, hkrati tudi nek humorni mogoče za obrat, nek twist, tako da ja, to ustvarja nekako neko napetost v samem delu in jih dela nekako intrigantne, zanimive, nas posrkajo v bistvu dela vase. Zdaj, sama razstava je nekako postavljena po nekih namenoma ne preveč natančnih, torej zelo grobih tematskih motivnih sklopih, občutnih sklopih, tako da v bistvu po posamičnih sobah se nekako gibljemo skozi različne, recimo temu, različna občutja, ki prevevajo posamična dela, posamične skupine del. Recimo, če bi hoteli neko tako temeljno izhodiščno skupno točko teh del, bi recimo izpostavili lahko motiv ograje, pregrade, to se pravi neke zamejitve, ki na videz ali pa tudi ne ločuje v bistvu naš prostor, torej tukaj, od tam, torej nekaj onkraj tega, kjer smo mi kot gledalci postavljeni. Ograje so v bistvu nekako prelomljene, preluknjane z pregradami, torej nekimi prazninami v teh prehodih, v teh ograjah, ki bi nekako namigovale, torej ti prehodi, da govorimo o nekem prehajanju med spet tem prostorom, v katerem se mi nahajamo, in tistim, ki je sega onkraj ograje. Da je tisto, kar je onkraj te ograje, zelo nedoločljivo, prazno, po eni strani prazno, po drugi strani pa nekako neskončno polno. Velikokrat gre za neke črne, enotne, zelo take temne površine, pri katerih se zdi, kot da bi se, če bi stopili vanje skozi tisto luknjo, torej prehod, kot da bi se utopili v neki večnosti, v neki nedoločljivi gmoti. Včasih se mi zdi, kot da gledamo neko črno luknjo ali kaj podobnega. Še en tak motivni sklop, ki bi ga mogoče še bilo treba izpostaviti, preden preidem na tisti mogoče pa res glavni, mogoče tudi prevladujoči del na tej razstavi, so v bistvu neke podobe, v katerih gre za neko scenskost, gledališkost. Kar pogosto se tukaj zgodi, da v bistvu je človek, kadar je prisoten na Jerajevih delih, pa ni vedno ali pa celo pogosto ne, se zdi, kot da je človek umeščen v neko tako umetno okolje, kot da bi bil umeščen na nek gledališki oder ali pa filmski set. Zdaj, kako to razberemo? Razberemo to zaradi tega, ker se mu pogosto dogaja človeku, da je v nekem nelagodnem položaju, s prekrižanimi nogami, rokami, nekako sklonjeno ali pa povešeno glavo, obrazom. Nekako res ta občutek nelagodja je kar precej močno prisoten, ne samo v teh delih, tudi v drugih delih, tudi v tistih delih, kjer človeka ni, je nelagodje en tak zelo pogosto občutje ob Jerajevih delih. Ta občutek v bistvu scenskosti, gledališkosti, neke umetnosti je še dodatno poudarjen s tem, ker imamo v bistvu, kot da bi imeli en kader v kadru na delih. To vidimo v tisti začetni sobi oziroma končni sobi, odvisno od začetka ogleda razstave. Torej imamo neko sceno, nek kader v kadru, neko sliko v sliki na videz. Zdaj bi mogoče pa prešel na ta najobsežnejši mogoče in za to razstavo mogoče najznačilnejši del teh del, in to so v bistvu, govorimo o obdobju 70-ih let, tam nekje od leta 72, 73 leta dalje, ko se začne v bistvu tisto, kar smo videli v prejšnjem obdobju, ob koncu 60-ih, po začetku 70-ih, na Jerajevih delih nekako rušiti, razpadati. Stene, celotne hiše, narava, drevesa, tudi človek, konec koncev, v končni fazi se v teh delih začne nekako razkrajati, razpadati.
Dela so vedno bolj, oziroma motivi, prizori so vedno bolj nekako izgledajo postapokaliptično, kot da smo v nekem svetu, kjer je človeku po eni strani odmerjena zelo majhna vloga, po drugi strani je pa vedno za njimi seveda ta ideja, čemur bi danes rekli, pa čemur so tudi že v času nastanka teh del rekli, se pravi ekologija, neka ekološka tema, torej človek kot tisti faktor, ki prispeva k temu, da smo prihajamo tako danes v resničnem življenju, Jeraj pa na svojih delih v neko, kot sem rekel, neko postapokaliptično dobo, v kateri vse razpada, se razkraja, v kateri ni več v bistvu prostora za neko naravo, neko čistost, neko življenje, ampak je vse nekako podvrženo temu propadanju. Kar je nekako prepoznavno na teh delih so prav neki procesi, kot je prodiranje neke, recimo temu lave ali pa nekih kemikalij, nekih takih strašljivih tekočin, ki so strašljive ne samo po svoji formi, torej kot neka prelivajoča se kača, ki prodira v prostore ali pa zunanjščine, ampak tudi po sami barvi. Zelo pogosto se Jeraj odloča za neke zelo žive odtenke, fluorescenčno zelene, recimo modre teh tekočin, zaradi česar delujejo v bistvu še bolj grozeče, nevarno, kot bi sicer. Že omenil sem podirajoče se stene, nekako zdi se, da vse tisto, kar je bilo od človeka ustvarjeno kot neka civilizacija, nek simbol civilizacije, se v teh delih začne razkrajati, razpadati, izgublja nekako svoj pomen in prvotno funkcijo. To niso več neki varni prostori, v katerih bi se počutili dobro, toplo, v nekem zavetju, ampak so to neke grozeče podobe iz preteklosti ali pa tudi sedanjosti. Človek, kot sem tudi že omenil, se v Jerajevih delih včasih pojavlja, včasih ne, je pa vsekakor vse skozi prisoten v svojih dejanjih, v posledicah svojih dejanj, v bistvu čustvovanju ob tem, kar vidimo na slikah. Tudi kadar je prisoten v teh, recimo, postapokaliptičnih motivih oziroma scenah, je njegovo stanje, fizično stanje, izgleda zelo ogroženo. Torej, kot vidimo na nekaterih oddel, kjer se človek pojavlja, je v bistvu ujet v neke te razpadajoče, dobesedno razpadajoče, razpokajoče objekte, kjer steklo, ki ločuje človeka od, recimo temu, narave, tistega, kar je ostalo od narave, dobesedno poka in človeku grozi nevarnost nekega fizičnega v bistvu pogubljenja, ne. Preden se povemo še mogoče par besed o sami postavitvi razstave, bi poudaril še to večmedijskost Jerajevo. Tudi na sami razstavi imamo predstavljen, v bistvu namenoma predstavljen zelo širok nabor tehnik oziroma medijev. Večino del je slikarskih, torej slik. Imamo pa tukaj predstavljene tudi grafike v tehniki sitotiska, nekaj risb oziroma nekih napol dokončanih v bistvu del, ki pa delujejo povsem polnokrvna v bistvu slikarska, risarska dela. Pa potem vse do fotografije, ki je na tej razstavi tudi kar močno predstavljena in je v bistvu en zelo pomemben del Jerajevega opusa, tudi nekaj, po čemer je Jeraj v bistvu zapisan v zgodovino slovenske umetnosti. Pa vse do filma. Predstavljeno je v bistvu eden od 3 eksperimentalnih filmov, ki jih je Jeraj ustvaril v 60. letih z naslovom Elegija za včerajšnji dan. Samo razstavo je zasnovala in izvedla ena širša v bistvu ekipa, to se pravi, nekako sam koncept sva razvila in v bistvu raziskala Nevenka Šivavec, naša direktorica in pa moja malenkost, medtem ko je v bistvu pa sam izgled razstave v veliki meri pač plod oziroma zasluga oblikovalke, umetnice, scenografinje, ki deluje pod umetniškim imenom Toni Soprano Mene glejte. Zdaj, Toni je v bistvu izhajala iz večjih vidikov Jerajevega življenja, ustvarjanja, razmišljanja. Mogoče neko glavna stvar, ki bi bilo treba pri oblikovanju razstave poudariti, je to,
da je Jeraj v enem od svojih poznejših intervjujev izjavil sam, da bi si želel svoje dela enkrat videti v nekem takem manj konvencionalnem, manj običajnem, manj standardnem kontekstu, v nekih slabše osvetljenih prostorih, kot govori sam, v katerih je treba dela kar nekako malo iskati v prostoru, si izboriti pravico, da jih vidimo. In to je bilo vsekakor eno od izhodišč za samo oblikovanje razstave in tudi neka taka legitimizacija te odločitve, da gremo v bistvu v neko postavitev, pri kateri je luč, svetloba, osvetlitev igrajo zelo močno vlogo. Kot vidimo na samih podobah z razstave, skoraj vedno naš ogled in percepcijo Jerajevih del usmerja v bistvu ta osvetlitev, ki je delo oblikovalke. In pogosto se moramo v bistvu ustaviti pred samim delom v samem prostoru, počakati, da snop svetlobe iz projektorja osvetli delo, osvetli ga samo za en določen čas in v tistem določenem času je seveda od nas odvisno, ali si bomo čas vzeli in počakali na to svetlobo in nekako užili delo, ali pa bo šlo v bistvu mimo nas nekako, mimo njega neopaženo. Svetloba prihaja iz različnih virov, se pravi, ne bom šel preveč v tehnične detajle, ampak tu poudarek je na tem, da dobimo v bistvu čim bolj raznolike svetlobne vzorce, odtenke svetlobe, toplino svetlobe, jakost svetlobe, torej nekateri prostori so bolj osvetljeni, nekateri manj. In vse to gre nekako v skladu s to Jerajevo željo, ki smo jo nekako s to razstavo probali uresničiti, recimo v prostorih. Drugi element te postavitve, ki bi ga bilo vredno izpostaviti, je pa to, da gre v bistvu za nek način, da gre za neko prostorjenje v bistvu Jerajevih prostorov. Nekako v bistvu tridimenzionalno nakazovanje tega, kar v dvodimenzionalnem mediju, torej v sliki, fotografiji, grafiki, risbi, uresničuje oziroma nekako pred nas postavlja Jeraj. To prostorjenje spet deluje na različnih v bistvu nivojih. Gre od tega, da scene, o katerih smo govorili že prej, ta gledališkost, filmskost, ki je pogosto prisotna na Jerajevih delih, je nekako prenešena v sam razstavni prostor. Ustvarjene so v bistvu nekako, kot vidimo tukaj v prostoru, kjer sem trenutno, neke kulise, umetne kulise, ki delujejo kot neki filmski gledališki seti, torej kot neka umetna tvorba znotraj spet umetnega galerijskega prostora, torej prostor znotraj prostora. Torej, glede tega prostorjenja velja izpostaviti še ta koncept prehajanja med prostori, se pravi zunaj, znotraj, prehajanja med notranjščinami in zunanjščinami, o katerih smo že govorili. Torej, Toni nekako skuša z tem v bistvu zelo previdnim vodenjem gledalca, obiskovalca skozi prostore, z temi različnimi osvetlitvami, torej po eni strani z zatemnjenostjo samih razstavnih prostorov, po drugi strani pa z lučmi, ustvarjati neke take spet zelo umetne prehode, neke sugestije notranjščin, zunanjščin. Pomembni so ti snopi svetlobe, ki prehajajo čez dela, ker nekako delujejo kot neko zunanje vdiranje svetlobe v nek notranji prostor. Razstavni prostori delujejo kot neke dnevne sobe, kot neki notranji interierji, neka taka zelo domačen občutek po eni strani dobimo, po drugi strani pa zaradi te zaprtosti, ne vdora zunanje svetlobe v prostore, delujejo potem te snopi svetlobe, ki pa prihajajo v prostor kot nek tujek v njem. Imamo res občutek, kot da prihaja v prostor samo nek odmev, neke zunanjščine, nekega dogajanja svetlobnega, ki se dogaja v zunanjem prostoru. Tako da tukaj gre tudi pri samem oblikovanju, bi rad poudaril res skozi ta občutek prehajanja med zunanjščino in notranjščino. Sam naslov razstave, z visokim korakom prestopimo okensko polico, je ena taka namenoma ne preveč izpostavljena, ampak še zmeraj seveda referenca na to, kar smo pri raziskovanju tega obdobja v Jerajevem življenju
nekako odkrili. In to je v bistvu fascinacija Iraja nad delom poljskega modernističnega in temeljnega modernističnega pisatelja Bruna Schulza, pisatelja židovskih korenin, ki je tragično, kot mnogi drugi, preminul oziroma umrl pod streli gestapovskega oficirja v času druge svetovne vojne. V tem kontekstu vredno izpostaviti to, da je Raj leta 1973 čisto naključno v Beogradu odkril njegovo literaturo, torej literaturo Bruna Schulza, in se zelo hitro in intenzivno nekako navdušil in navdihoval potem po Schulzu praktično do konca svojega življenja na najrazličnejše načine. Med drugim tudi zelo konkretno na ta način, da je nekako dobil idejo, da bi ustvaril ilustracije za Schulzovo prozo. Zdaj, kot smo uspeli ugotoviti v raziskovanju za to razstavo, sami Schulzovi teksti oziroma tekst, kakorkoli že, v dialogih niso nikoli šli, oziroma vsaj v 70-ih letih gotovo ne, so pa zanimivo v bistvu izšle kot reprodukcije, torej kot ilustracije, pa te Irajeva slikarska dela, ki jih je ustvaril kot ilustracije za Schulza. Torej ta dela iz te serije, tega cikla ilustracij za Bruna Schulza lahko vidite tudi na pričujoči razstavi. Gre za take manjše formate v tehniki olja na les, lesonit. Zdaj sam naslov, če zaključim, je izposojen iz Schulzovega dela Julijske noči in ne želimo, da bi šlo za neko preveč konkretno referenco na Schulza, da bi torej Iraja in Schulza v tem smislu popolnoma nekako povezali, ampak želimo samo nakazati v bistvu to Irajevo fascinacijo nad Schulzem in hkrati v bistvu z tem konkretnim izborom tega Schulzovega odlomka oziroma dela teksta pokazati na to Irajevo fascinacijo nad prehajanjem med prostori, med zunanjim in notranjim, med notranjim in zunanjim in torej okensko polico kot nekim elementom, ki ti dve enoti nekako povezuje oziroma ločuje eno od druge.